Pozdravljeni. Kolikokrat smo vsi mi slišali ono tezo, da če bi bil Ayrton Senna danes živ in mlad, bi verjetno malodane za levo roko pometel vso konkurenco. No, to tezo bomo danes skušali dati na preizkušnjo in videti, ali bi bilo mogoče res. Po svojem je malce težko primerjati več desetletij razlike med enim in drugim voznikom. Ampak vseeno, danes imamo na razpolago kar nekaj sredstev, ki nam lahko pomagajo, če ne drugega, pri razumevanju stila vožnje ter učinkovitosti. A najprej je treba razumeti, kako se vozi današnje bolide Formule 1, kajti v desetletjih se je marsikaj spremenilo. In začeli bomo z neko primerjavo, ki je tudi medgeneracijska. Namreč vzeli bomo dva moštvena kolega, ki sta imela na razpolago bistveno slabši bolid od ostalih. Zaradi tega njun stil vožnje je prišel še toliko bolj do izraza. In govorimo o tistem, kar smo videli v sezoni 2020 pri skuderiji Ferrari. In imamo tam predstavnika, recimo temu starejše garde, Sebastiana Vettela in Charlesa Leclerca. Če pogledamo njune kvalifikacije na veliki nagradi Madžarske, bomo videli, da v tem primeru je bil Sebastian Vettel malenkost hitrejši. In ukolikor pogledamo grafe telemetrije, bomo takoj opazili, da edina občutna razlika je v tem, da Sebastian Vettel je prej odprl stopalko za plin. In sedaj marsikdo izmed vas bo dejal, da ti podatki so preveč skopi, ne povejo nam, zakaj je Sebastian Vettel prej odprl plin. In strinjam se z vami. Zato si bomo pogledali malce obratno situacijo, kjer je bil hitrejši Charles Leclerc tista sezona, ampak velika nagrada Japonske. In tu odkrijemo, zakaj je bil Sebastian Vettel tako bolj uspešen pri odpiranju plina v primerjavi s Charlesom Leclercem, ker je tudi več in bolj grobo uporabljal zavore. In prav tu lahko vidimo na teh telemetrijah, kje je nastala tista razlika nekaj desetink. In sedaj bi se rad vrnil k napaki, ki jo mi, navdušenci, pogostokrat storimo. Ko vidimo, da je voznik počasnejši za desetinko ali dve, se takoj primemo za glavo in zakričimo: "Glej, kako je počasen." Ampak koliko je v resnici, na primer, 2 desetinki sekunde? Poizkusimo. No, ta interval je točno 2 desetinki in običajno kvalifikacijski krog v svetovnem prvenstvu Formule 1 traja okrog 90 sekund. Sedaj si lahko zamislimo, kako majhna je ta razlika. A naša primerjava glede stila vožnje v sodobnem času ne bi bila popolna, če sedaj ne bi primerjali še drugih 2 antagonistov in govorimo o Lewisu Hamiltonu in Maxu Verstappenu. Dva različna bolida in lahko trdimo 2 različni generaciji. Lewis Hamilton spada k tisti generaciji, kjer je bil tudi že prej omenjen Sebastian Vettel, Max Verstappen pa seveda k oni, kjer smo imeli prej Charlesa Leclerca. In tu vidimo, kako je potekal njun krog na veliki nagradi Savdske Arabije leta 2021. Pazili bomo nekaj, da
Lewis Hamilton uporablja bolj modularno plin kot Max Verstappen. In čeprav ta razlika je lahko razlika samo v stilu vožnje, lahko vidimo, da novejše, mlajše generacije uporabljajo bolj grobo zavore in bolj grobo plin. Kot smo videli pri tistem posnetku stopalk v sezoni 2022 iz bolida Landa Norrisa, gre v bistvu samo za to gibanje, ko praktično stopalka za plin gre do konca, stopalka za zavore je na vrhu in obratno. Tako da to gibanje je čisto razvidno iz teh grafov, s tem, da naprimer Lewis Hamilton je že malce moduliral stopalko za plin, kar je verjetno posledica navad iz predhodnih obdobij. A tu moramo razumeti, da v sodobni Formuli 1 je bistveno seboj prinesti čim višjo hitrost v ovinek. In to v resnici pomeni hitre, sunkovite spremembe, tako na volanu, kot predvsem na stopalkah. In kot sem že omenil, videli smo različne spremembe pri različnih voznikih. A bistveno je sedaj razumeti, kako bi se odrezal v teoriji Ayrton Senna. A najprej se moramo zavedati nekega dejstva, ki je bistveno. Naprimer, bolid, ki ga ima na razpolago Lewis Hamilton, še zdaleč ni enak onemu, ki ga je imel na razpolago Ayrton Senna, in tudi to vpliva na sam stil vožnje. Namreč tu pri Ayrtonu Senni imamo seveda turbokompresor na samem motorju, podobno kot danes na pogonskem sklopu sodobnih bolidov Formule 1, ampak turbo-hibridni pogonski sklopi so še nekaj bistveno več. Govorimo o tem, da je treba, naprimer v fazi zaviranja, tudi polniti baterijo. Pred nekaj leti sem napravil poseben prispevek o stilu vožnje nekaterih legendarnih voznikov v svetu Formule 1. Kolikor ga zanima ta starejši prispevek, je bližnjica kot običajno tam zgoraj. In prav v tem prispevku sem omenil način vožnje Ayrtona Senne, kjer je skozi ovinek ritmično dodajal plin. In seveda ta podatek nam ne pove dosti v primerjavi s tistim, kar smo do sedaj videli na telemetrijskih grafih. Zato bomo pogledali, kako je pravzaprav vozil Ayrton Senna. In na tem grafu vidimo, da je istočasno stopil tudi na stopalko za zavore, kar pomeni neko ritmično gibanje, ki je pa čisto drugačno od onega, kar se zahteva danes. Če Ayrton Senna nekako skuša v svojim prirojenim občutkom dobiti ono pravo razmerje z nešteto korekturami, danes se mora biti točen in odločen. Le tako sodobni bolidi nekako dovolijo dosegati tako nizke čase na krog, ki so svetlobna leta daleč od onih, ki smo jih videli pred desetletji. Ampak to je logično. Sedaj se moramo začeti spraševati, ali bi lahko Ayrton Senna danes bil uspešen. V teoriji da, ampak potrebno bi bilo najprej prilagoditi stil vožnje na tistega, ki smo ga videli naprimer pri Maxu Verstappenu. In sedaj se je upravičeno tudi spraševati, ali bi ta sprememba pomenila, da Ayrton Senna bi izgubil tisti prirojen talent, tisti občutek, ki ga je napravil tako edinstvenega. Videli smo, da stil same vožnje je popolnoma drugačen. In sam priznam, da ne vem, ali bi bil Ayrton Senna boljši, slabši ali v povprečju, glede na tisto, kar vidimo na štartnem razporedu. Vsekakor spremembo stila bi izgubil tisto prednost, ki ga je naredila edinstvenega v njegovi eri.
torej takšne primerjave skozi desetletja, kot smo videli sedaj z uporabo telemetrije, niso pravzaprav poštene, kajti v vsakem obdobju so drugačni bolidi in pride do izraza čisto drugačen stil. Torej, voznik mora imeti tisto naravno danost, mora imeti seveda tudi konkurenčen bolid, ampak konec koncev mora biti tudi rojen v pravem časovnem obdobju, da ta njegova naravna danost pride do izraza. Za danes, za to kratko predstavitev, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.